Živijo, pozdravljeni. Pozdravljeni na prvem pogovoru v seriji pogovorov o demokraciji. Razlogov za to, da smo se odločili za to serijo, je veliko. Neposredni povod pa izdaja monografije Sramota in ponatis slovenske ustave. To je format, ki ga v tej ustanovi, to je Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, že poznamo. Neredko se zgodi, da ob izdaji kakšne knjige potem zainteresirane stranke organizirajo, naj se bo razširjeno predstavitev ali diskusijo na temo, o kateri govori ta konkretna publikacija, in tukaj smo na nek način ponovili vzorec, ki je utečen. Po drugi strani pa živimo v času, ko ugotavljamo, tako kot je bilo v najavi za današnji pogovor že napisano, da to, kar smo pred 3 desetletji nekateri, vključno z menoj, naivno mislili, da se enkrat zgodi in je potem dano, ni mogoče izgubiti, da lahko pride malo do kakšne deformacije, da tako kot se avto ali kolesu sprazni guma ali pa spusti olje in tako naprej, da se včasih zgodi tudi z demokracijo, ne? In potem nekateri ste rabili manj, nekateri smo rabili več časa, ugotovili, da to preprosto ni res, in ni jih malo, ki se ravno zdaj tudi v zvezi z vojno v Ukrajini sprašujejo, ali so gledali na okoliščine v današnjem svetu na pravi način in se vsi po vrsti posipavajo s pepelom. Skratka, avtokracija lahko zelo hitro v parih potezah ogrozi demokracijo, in to smo ugotovili tudi pri nas v Sloveniji. Zato smo se namesto razširjene razprave o publikaciji Sramota in ponatisu ustave odločili za začetek pogovora na temo demokracija in za začetek začrtali serijo pogovorov tja do konca tega leta. Globoko se, upam, tudi moje 3 današnji sogovorniki strinjajo s tem, kar je pred časom povedala Alenka Zupančič, da upa, da bomo kolesarili v metaforičnem smislu ali zares tudi po teh volitvah, ne glede na njihov izid. Torej, dogovorili smo se in jaz sem vesel, da so se moji 3 kolegica in kolega odločili za to sodelovanje. Ideja je nastala skoraj da sama po sebi. Ne vem, če je kateri od vas spremljal konferenco, ki smo jo imeli marca v tem prostoru, ki se je v enem delu prav tako nanašala na to vprašanje, in ko sem poslušal Tjašo Pureber in Miha Blažiča, se mi je že takrat porodila misel, da bi tisto razpravo, ki je bilo tisto popoldne na vrsti, bilo pametno na tak ali drugačen način ponoviti, in to je zdaj prva priložnost, ko se je to zgodilo. Protokol je zelo preprost. Namesto da bi zdaj enega od teh 3 sogovornikov zadolžili, da je hkrati tudi moderator, in ker smo se hoteli izogniti tej tipični situaciji, da to počne nekdo iz hiše, ne, smo se odločili, da se bodo kolegi pogovarjali med seboj in na ta način predstavili to temo oziroma svoje stališče do nje. Da pa ne bi to bilo preveč improvizirano, bo vsak od njih na začetku podal nekaj svojih misli in potem bojo se na drugega referirali oziroma komentirali. Zdaj, preden pa dokončno predam besedo, samo še nekaj uvodnih misli iz gradiva, ki sem ga pripravil kolegom v času, ko smo razmišljali, kako ukviriti to razpravo. Seveda, kot običajno, kot vsak klasičen zgodovinar sem tudi v tem pretiraval in začel razpravo od Aristotela naprej. Tega zdaj ne bom tukaj
ponavljam, ampak dejansko mislim, da je treba gledati na celo stvar historično in pogledati vsaj na začetek moderne politične misli, ko vstopi v prostor tovrstne razprave v Zahodu pojem družbena pogodba in ko se znotraj tega definirajo in na politični zemljevid stopijo pravice večine, da se vsake toliko časa, ko je njihova svoboda ogrožena, postavi za to svobodo. In to se zgodi z Johnom Lockom, ki postavi pravico revolucije proti despotski vladavini končno na zemljevid. In od takrat naprej znotraj družbene pogodbe bolj ali manj isto vprašanje vrtimo, pri čemer do sedaj, vsaj po mojem mnenju, stališče Žana Žaka Rousseauja še vedno ni preseženo, da pač vsaka oblika vladavine, ki potrebuje posredovanje, torej predstavništvo, več ni demokratična oziroma svobodna vladavina. Dobro, na stara leta se tudi on na nek način revidiral, ker je ugotovil, da ta vrsta demokracije mogoče samo v zelo majhni skupnosti in da onkraj tega dejansko potrebujemo neko vrsto predstavništva, in če na tem nivoju med tistimi, ki so predstavljeni in oblastjo nekaj ne štima, potem so se ljudje nimajo samo pravice upreti se, ampak so se dolžni upreti. Toliko naj bo zadosti za neko uvodno misel, zdaj pa še ne glede na to, da današnje goste poznate vseeno nekaj besed od njih. Šel bom po vrsti po starosti in tako bodo tudi predstavili svoje uvodne misli. Torej najprej Tjaša Poreber, ki je diplomirala na politologiji teoretsko-analitične smeri na FDV, Univerze v Ljubljani, in se v sklopu svojega končujočega doktorata na sociologiji kulture na Filozofski fakulteti ukvarja predvsem z raziskovanjem sodobnih družbenih gibanj. Vrsto let je, kot večina vas ve, delala kot novinarka ob vsem ostalim in se znotraj tega svojega dela bolj ali manj ukvarjala z notranjo politiko in ob tem delovala v okviru vsebinske mreže nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, torej v asociaciji. Trenutno je vodja odnosov z javnostmi gledališča Glej, kar ji omogoča sodelovanje z mnogimi drugimi organizacijami v kulturi, od zavoda Bunker do Nomad Dance Academy. Zdaj, moj izbor branja njenih del, vsaj teh zadnjih, je Deložacija kulture, gre za besedilo v lanski spomladanski številki revije Maska. Miha Blažič Antoko je študiral teologijo, obenem pa se je ukvarjal z glasbo. Na koncu je zmagala glasba. Sodeč po Wikipediji je glasbeno kariero začel kot pevec, funky, jazz, rap kolektiva Move Knowledgement, deloval in deluje pa tudi kot solo izvajalec. Dvakrat je zmagal na slovenskem državnem freestyle tekmovanju in potem mislim, da v drugo je nagrada vključevala tudi snemanje albuma za založbo Nika Records. Do danes je izdal 3 solo albume v slovenskem, 2 albuma in 3 male plošče po angleškem jeziku. Piše tudi blog Ex Shanti Future Shanti in kolumne, ki so vsaki 14 dni objavljene v reviji Mladina. Moj izbor za branje je vse kolumne Antoka v Mladini. Peter Klepec, pri njem je bilo ravno obratno. V razmerju glasba filozofija je na koncu zmagala filozofija, za katero se je ogrel, kot pravi sam na svoji predstavitvi, že v srednji šoli. Ne bom povedal, kdo ga je za to navdušil. Verjetno se je pol tudi zaradi tega odločil za samostojni študij filozofije. Diplomiral, magistriral in doktoriral je pri Mladenu Dolarju in Slavoju Žižku, ki sta se v tandemu za eno ali drugo ali tretjo nalogo izmenjavala. Njegova raziskovalna mentorja na inštitutu, kjer je zdaj v službi, pa sta bila Jelica Šumič Riha in Rado Riha.
Od leta 1999 je zaposlen na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, kjer dela kot raziskovalec, urednik, prevajalec, je avtor 3 resnično referenčnih monografij in vrste člankov. Poleg tega uči na podiplomski šoli ZRC in sicer v zelo zanimivem modulu Transformacija moderne misli, filozofija, psihoanaliza, kultura. Moj predlog za branje njegovih del je sadizem, Schadenfreude in krutost in zdaj mi je postalo jasno, kje je črpal svoj referat na prej omenjeni konferenci in pa seveda vse te njegove knjige, Unik subjekta in pa seveda Kapitalizem in perverzija 1 in 2. Torej, dragi kolegi, kolegica, beseda je vaša. Najprej bomo začeli z nekimi uvodnimi mislimi, ki upam, da ne bodo strukturirane in potem z medsebojno referencialno razpravo na to temo. Vaš čas je odmeren in zdaj preden končam, izhodi zasilni so en spredaj, en zadaj. Obstajata tudi en levo in desno, ampak jih ne priporočam za uporabo, ker se boste zgubili. Ok, hvala Oto. Jaz bom začela tako, da si bomo vsi skupaj predstavljali, da sem merilka javnega mnenja, ali kako že, v tej zadnjem času ste se verjetno težko izognili kakšnim klicom na to temo, tako da me zanima, če lahko dvignete roke tiste, ki greste v nedeljo voliti. Ok, no, ali pa če ste že prej, tako, če ste za to, no. Ok, tistih par, ki niso dvignili roke, jih lahko pol obkolite nekje, pač jim pojete pesmi, date rože, vse to, kar pač dela. Ampak jaz mislim, da ste za tem preprosto vajo v bistvu naredili dosti velik kvorum, da moja vloga danes ne rabi biti, da vas prepričujem, da je na volitve treba iti. In da si lahko pač vsi zelo umerjeno privoščimo en miselni eksperiment, kaj leži onkraj volitev, kaj leži onkraj demokracije in zakaj pravzaprav za te razmisleke nikoli ni pravi čas. S tem jaz ne mislim vplivati na vaše odločitve v nedeljo, zagotovo ne želim trditi, da so vsi, ki tekmujejo za vaše glasove, enaki, ampak želim pa na nek način poudariti, da v trenutku, ko se zdi, da je vsa političnost zreducirana na moment elektoralnega dejanja, se pravi, ko se politični prostor, potem, ko se je 2 leti zapiral iz desne, ko se je zdelo, da ne moramo dihati zaradi njega, ko se začne zapirati z leve, je pač nekako naša dolžnost, da poskrbimo, da ta miselni prostor za eksperiment pač ostane kot neko polje testiranja imaginacije odprta. Zdaj, seveda pred volitvami, še posebej takrat, kadar se znajdemo tako, kot so se znajdali recimo Francozi pred nemogočo izbiro ekstremnega centra ali pa ekstremne desnice, ali pa v situaciji, kjer je potrebno vsakič znova premagati lokalno skrajno desnico v Sloveniji, je seveda ta pozicija izjemno otežena, bogokletna za tiste, ki mogoče verjamejo v ta koncept. O temeljni družbeni spremembi je takrat pač izjemno težko govoriti in če poskušaš širiti to polje, se mi zdi, da se vedno znajdeš pred 2 odzivi. Na eni strani je pokroviteljstvo, ki je potem v kombinaciji različnih silnic zatiranja, mogoče še spolnega ali pa starostnega, videno kot idealizem, kot nerazumevanje nujnosti trenutka, kot nerazumevanje realpolitike in vsega tega. Lahko je videno kot napad, skratka neko enačenje kritike iz leve z klasičnimi argumenti desničarstva. Absolutno, če pogledate marksistično linijo, boste vedno prišli do sintagme, da ljudje pač enostavno niso še pripravljeni na svobodo in rabijo malo diktature najprej. Liberalci pač vedno pravijo, in absolutno se zavedam, da posplošujem, da pač za to političnost onkraj pač enostavno ni ta pravi čas, ker se znova pojavlja ta nujnost, da delamo nekaj drugega. Desničarji pa, kot vemo, niso ravno zagovorniki temeljnih družbenih sprememb. In zdi se mi, da v takem trenutku se je potem pomembno vprašati, zakaj je strah pred mišljenjem onkraj koncepta demokracije nekaj, kar poenoti vladajoči razred.
Ne, da bom rekla, da je Mélenchon v tem kontekstu zagovornik radikalnih temeljnih družbenih sprememb, recimo zakaj se zdi, da se vladajoči razred v Franciji v tem trenutku lažje sprijazni v bistvu z enim obdobjem ali več Le Pen, kot pa bi se recimo s tem, da bi bil on v drugem krogu. Zakaj vsi v Sloveniji veliko lažje gledajo artikuliran odpor kulturnikov na protestu, kot pa spremljajo, razumejo, da ne rečem, poskušajo iti v dialog z recimo popolno jezo ljudi, ki jo pač izražajo, kot jo izražajo. Zakaj, če govoriš proti demokraciji, tudi če govoriš iz stališča, ki ga bom jaz, se pravi iz te leve pozicije, v bistvu lahko zlahka za takšno stvar dobiš obtožbo terorizma v demokratičnih državah, kot je recimo Španija. To je dejanski case. Zdi se, ne, da pač v demokraciji lahko govoriš skoraj vsem, razen o tem, da je sistem problem in pa seveda nikoli ne smeš govoriti o lastnini. Še to bom rekla in s tem zaključim ta moj mogoče predolg uvod, ne, ker predvidevam, da ste, kako bi rekla temu, večinsko levo-liberalna publika danes z nami, ki redno spremlja čudovite predvolilne oglase, se verjetno spomnite, katera stranka, in če boste imeli težave s tem mojim eksperimentom, se spomnite, katera stranka trenutno zagovarja prihodnost pod sloganom brez eksperimentov. Ok. Demokracija. Zdaj jaz zelo redko, če ne bo to mogoče celo prvič, citiram konzervativne politike, ne? Ampak si bom tokrat enega tazga konzervativnega politika par excellence posodila, in sicer Winston Churchill leta 1947. Demokracija je najslabša oblika vladavine, razen vseh ostalih oblik vladavine. In v tem preprostem stavku v resnici drži ena najbolj klasičnih obramb koncepta demokracije. Se pravi, demokracija, vemo, ni popolna, ne, ampak je pa najboljš, kar imamo. Ne. Demokracijo se vedno da izboljšati, če se le dovolj trudimo zanjo, če ji pomagamo, če jo gradimo, če jo branimo, če jo izboljšujemo, in to se lahko počne pravzaprav čez zelo različne metodologije, tudi čez proteste, ne, kjer seveda vedno kritiziramo zgolj vladarja, nikoli pa pač sistema. Ne. In tukaj pridem pravzaprav do temelja tega, o čemer želim nekako razpravljati danes, in sicer, da v tem trenutku naše naloge ne razumem kot nekega mišljenja ohranjanja statusa quo, ali pa, če hočete, demokracije, ampak popolno redefinicijo tega, kaj pomeni biti vladan in kaj pomeni vladati. V prvem delu bom navedla nekaj mojih težav z demokracijo in pa v drugem bom poskušala misliti horizonte onkraj nje. Zdaj, kot večina najboljših stvari si ne lastim znanja nad tem, kar vam bom povedala, in absolutno priporočam v branje knjigo From Democracy to Freedom, kjer boste lahko mogoče malo bolj poglobljene in zagotovo bolj artikulirane argumente našli. Ampak vseeno, kaj sploh je demokracija? Zdaj, ko pogledamo okrog, zagotovo vem, da imate vsak verjetno svojo definicijo in to izjemno podkovano v različnih teoretikih, ampak dejstvo je, če jo pač zreduciramo na real politiko, da je danes demokracija lahko municipalizem v rožavi, lahko je izgovor, zakaj je Bush moral v bistvu narediti invazijo na Irak, lahko je situacija na Occupy Wall Street, lahko je liberalni projekt neke periferne kapitalistične države, kot je Slovenija, da si sposodim besede Rastka Močnika, lahko je tudi tehnokratska ureditev v Bruslju Evropske unije. In ne smemo pozabiti, ne, da tudi Severna Koreja je v svojem imenu demokratična država. Ne. Skratka, s tem, kar govorim, ne želim reči, da veliko vrednot, ki jih povezujemo danes s pojmom demokracija, kot so recimo egalitarnost, vključenost in podobno, ali pa neke metodologije, v bistvu organiziranja družbenega življenja in odločanja, ki jih prav tako povezujemo z demokracijo, kot so recimo skupščine, kolektivno odločanje, razprave, produktivno razreševanje konfliktov, mreže in podobno, da so to slabe stvari. Ampak sprašujem se, a je pravo ime za njih demokracija, ali je mogoče neko bolj smiselno ime, nekaj, kar še ne poznamo, neko kolektivno iskanje sveta onkraj odnosov nadmoči. Ker dejstvo je, ne, da vsakič, ko se demokracija znajde v težavah, je naš odgovor več demokracije. Boljša demokracija, prava demokracija, vrnitev k tisti izvorni demokraciji.
S tem, da nihče točno ne ve, oziroma bom rekla drugače, ne obstaja konsenz o tem, kaj naj bi bila ta prava demokracija. Eno pa zagotovo vemo, da demokracija ni enaka samo organiziranju, samo upravljanju, samo odločanju. Še posebej predstavniška demokracija ima to resno težavo, ker je v resnici skozi svoj zgodovinski razvoj ohranila birokratski aparat, ki ga je podedvala iz fevdalizma. Se pravi, birokratski aparat, ki je dejansko omogočal v fevdalnem sistemu branjenje interesov kraljev oziroma pač aristokracije. In tu, če pogledamo v nek popoln drug aspekt te demokracije, se pravi v direktno demokracijo, vidimo, da poskuša pravzaprav enak kontekst ustvariti v bistveno manjšem kontekstu in onkraj države. Reproducira pa v resnici precej podoben sistem monopoliziranja legitimnosti prostora odločanja. Zdaj, glede na to, s kom sedim za mizo, mislim, da ni potrebe potem, da grem pač predaleč v analizo Grčije in mislim, da to vsi poznamo, demos, ljudje, ljudstvo, kratos, moč. Ampak to je v resnici pomembno zaradi tega, ker je za demokracijo to temeljno vprašanje. Se pravi, kateri ljudje in katera moč. Demokracija je pač vedno način odločanja oziroma določanja, kdo je pravzaprav pripuščen k odločanju in kako se te odločitve uveljavlja, po angleško enforca. In če ta koncept prevedemo, pridemo do konceptov državljanstva in policinga. Verjetno se strinjate, da ne en drug v resnici ni vključujoč egalitaren koncept. Tudi mogoče kot neko stransko opombo bi rekla, da policing, v tem primeru sem si pač izposodila anglizem, ker enostavno nisem prepričana, kater koncept bi v slovenščini bolj ustrezal temu izrazu, ker tukaj gre za širše vprašanje od policije ali pa da se nek drug konceptualni aparat izposodimo od Altizerja, pač represivnih aparatov države. Gre za to vprašanje družbenega nadzora in seveda tudi upravljanja. In ta težava z definicijo vključenosti, torej kdo je v resnici demos, pač predpostavlja, da vedno obstaja neka linija, po kateri se ta demos deli. Včasih je to rasa, včasih je to lastnina, včasih je to državljanstvo, spol, legalni status. Veliko je v bistvu teh stvari, ki nas delijo znotraj demokracije, na tiste, ki smo prepuščeni k odločanju in na tisti, ki niso. In ravno zaradi tega, ker demokracija... Dober moment, dobra dramaturgija. Super. Skratka, ja, ravno zaradi tega, ker... Da nisi na predvolilnem soočanju, na tiskovni konferenci. To je bilo kar dobro, ja. Ravno kar bi izgubila volitve. Ker mogoče ni toliko najhujša stvar, kar se lahko zgodi. Ok, zdaj sramota je propadla, tako da mislim, da zdaj gremo lahko vsi osvobojeni naprej. Skratka, govorila sem o tem, da demokracija na podlagi vključevanja in izključevanja institucionalizira v resnici izjemno šovinistično grško ureditev, iz katere pač koncept izhaja. Omogoča, da demokracija ni na drugi strani fašizma, ni na drugi strani nacionalizma, ni na drugi strani države, ni na drugi strani suženjstva. Pač to so sistemi, ki so z demokracijo kompatibilni. In Otto omenil si Rousseauja, vsi vemo, da je Rousseau v družbeni pogodbi dejansko govoril o tem, da je državljan, pa mogoče bom zdaj malo generalizirala, ko vseeno je od tistega FDV-ja nekaj časa že minil, ampak pač, če se prav spomnim Rousseauja, je on govoril o tem, da je državljan svoboden, da bolj, ko je, pravzaprav, da več kot je teh zlobnežev zaprtih v okovih, bolj je svoboden državljan. In kot vemo, pač potem iz neke konkretne aplikacije, v resnici tovrstne družbene pogodbe na recimo demokratični sistem Združenih držav Amerike, dejansko suženjstvo ene ogromne populacije, ki je služila ekspanziji kapitalizma, ni bilo izključujoče do praktično predvčerajšnjem z konceptom demokracije. Torej, ključna lastnost demokracije je monopolizacija legitimnosti odločanja. Se pravi, če je demokracija neka oblika vladanja, se ta političnost oziroma ta monopol legitimnosti potem reducira na odločitev v parlamentu, na volitve, ki potem pač prek neke zakonodaje oziroma uveljavitve zakonov
in prek nekega postopka posplošitve veljajo za celotno populacijo, ne, in za vse prostore, kjer bi sicer lahko prihajalo do nekih svobodnih odločitev. In reprezentativna demokracija v tem kontekstu, ne, potem sicer z obljubo individualnega opolnomočenja v resnici pač to opolnomočenje, to moč zares koncentrira v vladajočem razredu. Ne. Okay, še par minut, pa zaključim. Zdaj, lahko imam pripravljeno dejansko še bistveno več o vseh težavah z demokracijo, ampak ker vem, da ko bomo odprli debato, bo pač po takem uvodu prišlo nujno in povsem upravičeno vprašanje, ok, v redu, demokracija je problem, kaj je pol ta onkraj, a ne. In tukaj me boste pač ujeli na tem, da pač nimam odgovora. Nimam pa odgovora iz več razlogov. Kot prvo, če sledim neki anarhistični misli, bi kakršnokoli vnaprejšnje predpostavljanje v bistvu dane politične situacije že bilo izvajanje nadmoči in v tem smislu se pač o naši prihodnosti lahko odločimo vsem skupaj. Čeprav absolutno konceptualno stojim za tem odgovorom, je seveda tudi malo, kako bi rekla, lovljenje krivin, zaradi tega, ker me vrne na to, da dejansko pač tega blueprinta za revolucijo pač ni. Saj ne takšnega, ki bi ga dejansko želeli ali pa hoteli sprejeti vnaprej. To, kar vemo, je, da določene koncepte, ki naj bi jih v resnici promovirala demokracija, kot so že omenjeni, egalitarnost, samoorganizacija, vključenost, lahko spojimo z nekim drugim imaginarjem. Z koncepti horizontalnosti, z konceptom decentralizacije, avtonomije. Ker če te koncepte lahko mislimo in smo sposobni misliti in jih udejanjati skupaj in paralelno, brez da bi jih vrednotili, kdaj je v resnici prostor in čas za katerega izmed njih, potem imamo mogoče vsi skupaj možnost, da ustvarjamo neke prostore srečevanja in raznolike prostore odločanja, ki v resnici nas lahko pač pripeljejo nekam onkraj. Zdaj, na koncu, in s tem bom res zaključila, se mi zdi pomembno, da v resnici, če bomo vsakič znova si zadali kot svojo nalogo to, da bomo poskušali pač demokratizirati demokracijo z več demokratičnimi pač sredstvi, bomo slej ko prej pač ponavljali iste napake in iste nekonsistentnosti, ki so nas pripeljale do tega osnovnega nezadovoljstva. Ne. In dejstvo je, da če bomo pri tem demokratiziranju v resnici, če nam pač ta naloga ne bo uspela, potem se zdi, da bo veliko lažje prišlo do situacije, ko bodo ljudje tudi zaradi našega neuspeha svoje rešitve iskali v bistveno bolj avtoritarnih modelih družbenega organiziranja. In to je v resnici največja nevarnost. Ne? In na nek način, zakaj se mi zdi, da je dolžnost, da tudi v točki, ko je to mogoče najtežje misliti in izjemno težko izreči, da pač mislimo ta okvir onkraj obstoječega. Zdaj, ta prostor odprtega, po mojem mnenju, lahko držijo samo avtonomna družbena gibanja. Vsi ostali smo v svojih pozicijah, kjer delamo, kjer živimo, kjer reproduciramo ta sistem, precej bolj zaznamovani z njim, kot si želimo priznati. In zdi se mi, da karkoli se bo že zgodilo pač v nedeljo, ker pač ne glede na to, da to ni predvoljivni dogodek, pač se ne moramo pretvarjati, da se to okrog nas ne dogaja. Karkoli se bo že zgodilo, so ene stvari pač jasne. Čaka nas kontinuiteta krize, ki ima zelo različna imena, ekološka, zdravstvena, prihaja oziroma za nekatere je že zelo dolgo tukaj ekonomska in seveda njena najbolj brutalnejši izraz, ki je vojna. In zelo pomembno bo, da v tej situaciji, te permanentne krize in vsakim novem obratu v bistvu te krize pač širimo ta miselni horizont. Pa tudi, se mi zdi, da širimo prostor avtonomnega družbenega gibanja. In tukaj bi vseeno, sam na kratko, ker se mi zdi, da bo mogoče Miha več govoril o tem, nekako predpostavljam, ampak zdi se mi, da redukcija družbenih gibanj na volilne projekte, tudi če to ne pomeni, da so to strankarski projekti, je pač težava. Ne zaradi tega, ker bi nujno to jaz poskušala zdaj danes vas prepričati, da ne greste voliti, ampak predvsem zaradi tega,
ker pač so izjemno dragoceni in izjemno ranljivi prostori, kjer lahko mislimo drugače, kjer lahko mislimo onkraj. In če pač čisto vse sisteme, te kritike, te družbe pač podvržemo enovitemu projektu in tej redukciji političnosti, v bistvu na elektoralno politiko, potem bomo imeli pač težave. Ne? Tako kot smo videli v nekaterih drugih državah in kar smo zagotovo izkusili številni med nami, tudi v bistvu v zadnjih 2 letih, je dejstvo, da je v večini prostorov, za katere smo še včeraj mislili, da so avtonomne, da se je pač zelo hitro izkazalo, koliko zelo neavtonomne in koliko zelo odvisne od vsakokratne pač politike in uzurpacije, pač če hočete, tega demokratičnega prostora, v resnici so. Tukaj govorimo o univerzah, tukaj govorimo pač o recimo umetniških kulturnih institucijah, tukaj govorimo o nevladnem sektorju. Vse te sektorji družbe so seveda pomembni, še posebej zaradi tega, ker nosijo v sebi ta potencial te neke kritičnosti, te neke subverzije, ampak so pač tudi izjemno ranljivi. Samo zares avtonomna družbena gibanja so tista, ki niso pripeta s pipico financ, predvsem pa imaginarija pravzaprav na sistem, kot ga poznamo. Ne? In demokracija ima zagotovo eno lastnost, da v kakršnikoli obliki jo že razumemo, če jo razumemo kot obliko vladanja, ima eno veliko zmožnost rekuperacije pravzaprav vseh konceptov, ki jo želijo rušiti. Ne? In tukaj pač družbena gibanja seveda so pod izjemnim udarom in kar je najhujše, da se velikokrat zapletajo v situacijo, ko se sama neutralizirajo, ko niti se ne rabijo biti neutralizirana strani države. In tukaj govorim o različnih stvareh, od tega siljenja v politiko zahtev, do politik prepoznanja, ki se dogajajo strani političnih strank. V končni fazi ta občutek, da je konflikt lahko samo neproduktiven družben koncept in da moramo vedno pač stopiti skupaj za še en krog v bistvu istega. Tukaj mislim, da se moramo pač vprašati, od kje izvira potreba vladajočih razredov, te ali pa druge barve, da prostor avtonomnega protesta zares kolonizirajo ali s policijo ali pa v bistvu svojo lastno prisotnostjo. In mislim, da je to naloga, se pravi poskus širjenja te avtonomije na terenu družbenih bojev, nekaj, kar nas po nedelji čaka in mislim, da so bila redko kdaj, pa ne zaradi tega, kdo bo pač izvoljen ali pa ne bo izvoljen, ampak zaradi vseh teh kriz, ki sem jih prej omenjala, mislim, da pač so bila redko družbena gibanja toliko pomembna, kot so pomembna zdaj, ker smo videli, tako kot je Oto omenil, v kakšnem drugem kontekstu, koliko hitro se lahko navidezno odprte družbe, navidezno demokratične družbe zreducirajo na izjemno nacionalistične, na izjemno avtokratske modele vladanja in mislim, da je to naloga, ki nas nažalost čaka tudi v teh krajih. Hvala. Ok, hvala Tjaša. Zdaj ne vem čisto točno, za katero poanto bi najprej zagrabil, ker ful je v bistvu tem, ki jih lahko znotraj tega obdelamo. Mislim, ful je produktivnih smeri, no, ki si jih nastavlja, pa mislim, da mogoče lahko potem še tekom razprave kakšno odpremo. Pa ajde, se bom za začetek navezal na nekaj, kar si v redu istočencev, v redu primer, ki si ga dala, in sem vesel, da si to povedala, recimo francoske volitve zdaj, ne, kjer je znova pač francosko ljudstvo soočeno pač z izbiro, ne, med ekstremno desnico in ekstremno sredino in je spet ta splošen klic k mobilizaciji tudi vse francoske levice, da ne glede na vse, kar se je zgodilo v zadnjih letih pod Macronom, naj zdaj pogoltnejo svoj ponos in vendarle zadajo ta udarec pač fašizmu, ne, pod Le Penovo in se bomo že potem naprej pogovarjali, kako bo pač, ne, kako se bomo borili proti Macronu, ko bo enkrat na oblasti. In je zanimivo, ravno primer Francije, ki se pač, kjer dejansko pač, ko bi rekel, enaka mobilizacija proti Front National poteka že tam nekje od 70-ih, ne. Se pravi, če si Francoz, so dejansko vsake volitve
zadnjih 2 generacij najpomembnejše volitve v tvojem življenju in vsake volitve si dolžan pač požreti svoj ponos in narediti tisto, kar je potrebno, da se pač ne pride do vzpona fašizma. Ne. In medtem lahko opazujemo, kaj se dogaja s francosko družbo, ne, je, kako bi rekel, daleč od tega, da je ta strategija pripeljala do, kako bi rekel, uresničevanja katerihkoli že idealov francoska levica goji. Ne. In celo do tega, da bi lahko rekli, da so pač levi kandidati danes pač v svojih ambicijah v programu, ki si ga upajo predlagati, pač desni celo pač v primerjavi z desnimi politiki v 70-ih. Ne. Se pravi, v bistvu pač gledano širš, ne moremo ta proces poimenovati nič drugače kot kolektivni zdrs na desno. Ob tem, da je v vsakem momentu za vsakega francoskega levičarja bila to dolžnost, ki jo je moral izpolniti, ne, in jo je moral izpolniti tudi v imenu obrambe demokracije. Zdaj v Sloveniji smo tudi že nekaj teh volilnih ciklov v naši mladi državi dali skozi, ne, in mislim, da se lahko v tem začenjamo počasi prepoznati. Ne. Za vsakim volilnim ciklom v bistvu nekako nižje ambicije, več nekega moralnega blackmaila, več v bistvu grožnje te avtoritarnosti, ki bo prišla in vse zatrla. Ne. In če se ozremo zdaj v Francijo in gledamo na njihove izkušnje, bi jaz rekel, da Francozi so v tej zelo kruti situaciji, da se morajo odločati med dvema različnima oblikama izpeljave istega družbenega procesa, o katerem pa ne morejo odločati. Ne. Se pravi, ali bodo imeli Francozi neoliberalizem ali ne, ni bilo na izbir pač na nobenem volilnem lističu. To bi pač izvedla katerakoli stranka. Ne. Ali se bo moglo delavstvo pač soočiti z radikalnim znižanjem svojih pričakovanj, to ni bilo nikoli na vprašanju. Ali se bodo mogli migrantski delavci soočati z radikalnim znižanjem svojih pravic, z vzponom islamofobije, ali se bo ljudstvo na ulicah moglo soočiti z več in več represije, nič od tega ni bilo pod vprašanjem, ne glede na to, kaj bi pač obkrožili. Ne. To ne pomeni, da so vsi isti, ko se pač velikrat to naprej vrže, da je to vsegliharstvo pač tak pogled. To ni vsegliharstvo, to je analiza. Se pravi, kar lahko opazujemo, je potek določenih družbenih procesov, ki so zunaj domene tega, čemu rečemo formalna demokracija, ki so zunaj domene odločanja. To, o čemer odločamo na volitvah, je v veliki meri to, kako se bomo počutili ob tem, ko se bodo ti procesi izvajali. Ali bodo ti procesi zapakirani za nas, katerikoli družbeni razred že si, prebavljiv način, ali na način, ki zate morda ni prebavljiv. Ampak proces se bo zgodil ne glede na to. In potem je nam dovoljeno, da imamo med seboj kulturno vojno o tem, kakšno artikulacijo naj imajo ti družbeni procesi, pač uničenja socialne države, uničenja osnovne socialne varnosti, uničevanje planeta, uničevanje nekih elementarnih pravic in v končni fazi uničevanje potencijala drugačne prihodnosti, na kakšen način bi rad to doživel. To imamo na izbiro. Ne? In ko gledamo zdaj volilno kampanjo v Sloveniji, je dejansko zelo podoben občutek. Ne? Ljudem je zoprno pod to vlado. Pravičeno jim je zoprno pod to vlado. Hočemo se počutiti drugače. Imam pa feeling, da nihče od nas ne verjame,
da lahko družba naredi kakšen radikalen zasuk. To ni na meniju, nek radikalen zasuk v neko drugo smer. Če pa že ni možno, bi se pa jaz rad vsaj ob tem, ko gremo naprej, pač že v katerokoli smer gremo, počutil malo bolj sproščeno dihal, imel sproščeno Slovenijo, imel, ne vem, pač normalno Slovenijo, imel občutek, da živim v normalni državi in tako naprej. Z enakim občutkom tesnobe grejo ljudje v Franciji na volitve, z enakim občutkom v ZDA in tako naprej. Se pravi, politične stranke se tega zagotovo zavedajo, na ta način tudi pač sebe promovirajo, to je pač njihov cel volilni pitch, je zelo podoben, kot je pač katerkoli drugi marketing, zelo malo vsebine, zelo veliko enega, ko bi rekel, kulturnega nagovora. Veliko nagovora k, ne vem, nekim identitetnim afinitetam. Jaz sem vaš človek, jaz sem vam bolj podoben, a ne bi raj bili taki, a niso to normalni ljudje v primerjavi z unimi žabari tam iz faksov. Pač, a ne bi vi, a smatrate bolj za normalnost, pač to, kako živimo v centru Ljubljane, ne pa tisti primitivci tam, se pravi, ki ogrožajo naše vrednote. To je nekako frekvenca, na kateri pač človek se bi zdi reagira ob volilnih kampanjah. Frekvenca, ki jo politični razred lovi. In zelo me je groza, kako smo ujetniki teh procesov, ker dejansko vsi to vidimo, vsi to vemo, in čist popolnoma nič ne moramo narediti pač onkraj tega. Pač ujeti smo v to, da moramo pač tako kot Francozi desetletje za desetletje volilnega cikla v volilni cikl pač požreti kakršnekoli že želje po realnih materialnih družbenih spremembah bi si želeli in vendarle sprejeti ta kompromis, ki pa ga imamo na mizi. In sprejemanje tega kompromisa je čedalje bolj, vsaj v naših krogih, zapakirano tudi v, kako bi rekel, nek jezik radikalizma, v nek, kako bi rekel, v neko eksistenčno paniko v smislu, ali se ne zavedate, v kakšnih resnih časih živimo, kaj vse nam grozi. A se ne zavedate, da se podnebje pregreva, da je zdaj konc, a se ne zavedate, da ne vem, imamo viruse, ki nas lahko ubijajo, da imamo avtokrate, ki hočejo nas zatirati, a se ne zavedate resnosti tega momenta. Pač, in te vrste argumenta ne morem več jemati resno, zato ker ravno, če bi se zavedal in resno jemal resnost časa in resnosti groženj, ki jih imamo pred sabo, se nikakor ne bi mogel sprijazniti, da je dejanje, ki mi je na voljo, da proti temu nekaj storim, je, da grem voliti, ne vem, Roberta Goloba. Ne morem teh dveh stvari hkrati zbalansirati pač v glavi. Resnost momenta in dejanje, ki se postavlja naproti temu. Sploh ne pa po naših zgodovinskih izkušnjah. Ne morem tega jemati resno. Zdaj jaz se sprašujem, ali jemljemo te grožnje naši družbi, naši demokraciji, našemu planetu resno, pa samo nimamo nobene pametne ideje, kaj bi drugega naredili okoli tega, ali pa smo skrajno cinični, da v bistvu hočemo, mislimo, da je vredno v bistvu te grožnje relativizirati na način, da jih spremenimo v poslanske sedeže te ali one stranke. Tukaj se mi poraja zelo velika dilema. In jaz bi rekel, da je mogoče prej tisto prvo, da dejansko nam manjka vzvodov, kaj narediti onkraj tega.
spravimo Goloba nekako noter, pa bo, kar bo. Ne. In zdaj, kako bi rekel, pametno je vedno pri teh stvareh narediti korak nazaj. Ko sem malo brskal po različnemu materialu pred to debato, sem naletel na en esej nedavno preminulega egiptovskega marksista Samirja Amina, The Democratic Fraud, kjer predvsej opisuje te procese in mi je skočil ven en stavek. Volitve imajo lahko resen pomen šele po zmagi, nikoli pa pred njo. In kaj je s tem hotel povedati? Da velike družbene spremembe, tudi reformne, tudi znotraj obstoječih pač nekih režimov, so se zgodile ob velikih momentih mobilizacije in družbenega boja in šele potem, ko je ljudstvo si nekaj priborilo, je obstajala možnost, da se tudi na volitvah in tudi skozi parlamentarni proces te zadeve afirmirajo in potrdijo. Ne. Nikoli pa ni obratno. Ne. Se pravi, boj in zmaga pridejo prej. In enako velja tudi za korake, ki jih delamo kot družba, recimo mi smatramo temu za korake nazaj. Ne. Vladajoči razred najprej premaga delavstvo na njihovem terenu, najprej zatre demokratične pravice na nekem konkretnem terenu boja in potem, ko je to storilo, ko postane to de facto stanje, pa to tudi skozi demokratični proces afirmira in spremeni v zakon in spremeni v novi red. Ne. In potem, da lahko mi kot dediči tega reda govorimo, da se moramo za ta red boriti. Tudi za pač institucionalizirane poraze delavstva iz preteklosti se moramo mi danes pač boriti. Ne. Tako da kaj ta proces pomeni in tukaj se navezujemo potem nazaj na te volilne cikle, na ta moralni blackmail. Tudi ko pride do zmage in je ta zmaga skozi volilni proces institucionalizirana, to kvečemu pomeni, je vladajoči razred pripravljen to storiti, če to pomeni, da lahko s tem pa vendarle prepreči, da se pojavijo še nove zahteve in da ljudstvo še kaj bolj radikalnega ne prinese na mizo in da se vendarle ustvari red in mir v družbi. Se pravi, tudi institucionalizacija določenih pridobitev, določenih bojev je dejansko se zgodi z namenom pasivizacije in depolitizacije pač v širši družbi. In mislim, moja ocena je, da smo v eni taki fazi depolitizacije ravno zdaj v tem momentu. Ne. Ravno v momentu, ko bi lahko rekel, da družba vre, da so ljudje besni, da se dogaja ogromno, da ljudje nikoli niso toliko pripravljeni v bistvu pač storiti in riskirati v bistvu pač za neke družbene spremembe, je horizont volitev poskrbel za to, da nič iz tega ne bo razen Robert Golob. Ne? Se pravi, da je ves kapital, ki si ga je ljudstvo pač prigaralo z velikimi žrtvami na ulicah zadnjih 2 let, ne more popeljati družbe nikamor drugam kot kvečemu tam, kjer je že bila pač potem, ko smo bili že poraženi že tolikrat do zdaj. Ne? Se pravi, kako lahko to poimenujemo drugače kot pasivizacija. Ne? Oziroma se celo prizadevamo in žrtvujemo za lastno pasivizacijo, za depolitizacijo naših lastnih agend.
Ne? In morda je bil vrhunec tega ravno prejšnji petek, ko sem prvič v življenju doživel to popolno zlitje v bistvu pač političnega razreda z recimo neko prikaznijo ljudstva pač, ne. Se pravi, totalna afirmacija tega, da obstoječega družbenega reda kot ultimativnega horizonta, za katerega se lahko prizadevamo, ne. Tako da to je ta past, recimo, ki jo vidim in zaradi česa sem zdaj pač, kako bi rekel, party pooper, ne vidim nekih zelo dramatičnih možnosti za spremembe oziroma za to, kar dejansko pač kot družba in kot svet in kot človeštvo potrebujemo v 24. aprilu. Lahko rečem, da je to neka nujnost, lahko rečem, da je pač to neka stvar, ki pač ok, greš, jo narediš, ampak da je to proces, ki vodi naše razmišljanje, ki vodi naše delovanje, ki vodi naše organiziranje, to pa je resna depolitizacija in je resna pasifikacija. In jo bomo zelo močno občutili od 25. aprila dalje. In mogoče sem za zaključek v bistvu v tem istem eseju, mi je všeč prehod, ki ga naredi Amin od besede demokracija k besedi demokratizacija. Ne, skratka, zelo svari pred fetišiziranjem enega abstraktnega stanja, ki naj bi nekoč nekje v preteklosti bil in ga ves čas izgubljamo in je ves čas senca avtoritarizma nad njim in se moramo nekako vrniti nazaj v njega in je zelo jasen, da ne, tega ni nikoli bilo. Bili so pa procesi demokratizacije. In ti procesi demokratizacije niso bili volilni cikli, ampak so bili družbeni boji, ki so sprva sploh pač pripeljali do tega, da so vladajoči razredi mogli tudi pač širšim množicam odpreti možnost volitev in tudi to so naredili z namenom, da jih pasivizirajo. In demokratizacija mora nujno iti onkraj tega. To je proces boja, ki z volilnimi cikli dejansko nima zelo veliko veze. No, en usporeden proces, ki mislim, da se ga moramo zavedati, ki mislim, da ga moramo gojiti in da je treba tudi v bistvu, tako kot si rekla, Tjaša, avtonomne institucije in organizacije graditi, ki so zmožne ta proces voditi. Tako da mogoče ljudje ne slišijo tega najraje, pač, ampak mislim, da so te 2 leti Janševe vlade in intenzivnih družbenih gibanj bile en čas, ki smo ga vrgli stran. Ne, je bilo v bistvu pač en mobilizacijski potencial, iz katerega nismo uspeli morda zgraditi tisto, kar zares potrebujemo za iti onkraj tega. Ne. Tako da mogoče bom pustil zdaj stvari pri tem, pa pripuščam tebi besedo, Peter. Hvala. Ja, jaz bi se obema zahvalil. Mislim, da ste oba povedala en cel kup zelo pomembnih stvari. Jaz, če se bo dalo, se bom malce na njih vrnil. Bi pa mogoče najprej na začetku izpostavil eno veliko razliko med nami. Ne? Vidva sta optimista, jaz sem pa pesimist. Vidva izhajata iz tega, da se bo 24. aprila zgodil ta volilni premik, ne? Jaz pa nisem čisto prepričan, da se bo. Ne? In moja perspektiva je v bistvu iz tega pesimizma nastala. Ne? In ta vprašanja, ki jih oba izpostavljata, se mi zdijo zelo pertinentna, zelo na mestu. In ravno zato se mi je zdelo tudi na nek način, ampak jaz nisem tako sistematično pristopil k zadevi,
se mi je zdelo na nek način smiselno utemeljiti sploh samo to vprašanje, če sploh kaj je demokracija. Ne? Se mi zdi, da se niti ne sprašujem, kaj je onkraj demokracije, se pa strinjam, ja, da je v bistvu s to Churchillovo mantro, ja, da je demokracija najslabša od vseh stvari, da je v bistvu na nek način so že položeni temelji za tisto, kar je Paul Miha govoril, izsiljevanje. Ne? Skratka, to je na nek način pravzaprav, že to je tukaj noter. Ne? Drugo, kar se mi zdi, da nas malce razlikuje, pač biološka starost in zaradi tega pač tudi neko drugačno zgodovinsko, ena druga zgodovinska percepcija. Sam sem v bistvu, bom rekel, bil odrasel v 80-ih letih, kjer pač so avtonomna družbena gibanja že na veliko brcala in pač enostavno tudi izsilila tisto, kar zdaj imenujemo demokracija. Zato si tudi na nek način samo to vprašanje postavljam nekoliko drugače. Ne. Ta moja generacija na nek način je rasla skupaj s tem, kar je rasla nazadnje tudi država Slovenija, ne, s tistimi temeljnimi cilji, ne, pridružiti se Evropske unije, prevzeti evro in to bo to. Ne. Skratka, priti do nekega stanja, ki bo na nek način stabilno, to, kar je že Oto v uvodu povedal. Ne. Skratka, priti do točke, ki bo stabilna. Zdaj pa vsi skupaj pravzaprav ugotavljamo, da demokracija nikoli ni bila to. Demokracija pač to ni. Demokracija ni enostavno to, kar smo si obetali. Se mi pa v luči teh vajenih intervencij in tudi teh vprašanj, ki sta jih izpostavila, ne, sploh to izseljevanje, ne, ki ga ima zdaj Francija pred seboj, pa ki ga imamo tudi že mi nenehno, ne, pač postavlja vprašanje smiselnosti nekega boja za demokracijo ali pa bojev za demokracijo in tako naprej. Ne. In danes popolno, ko sem razmišljal, mi je prišla na pamet neka neumna biološka pač primerjava, no, da je z demokracijo tako kot zdravjem, dokler ti kaj ne fali, ne veš, kaj je, ampak demokracija dejansko je tako, ne, dokler se funkcionira, kolikor funkcionira, dokler ne naletiš na neko mejo, sploh ne veš, s čim imaš opravka. Seveda je to predpostavke, da si del ene vladajoče večine, no, skratka, da nisi neka manjšina, ki jo šikanirajo na vsakem koraku in tako naprej, no, o čemer je pač Tjaša govorila. Jaz bi se vrnil na začetek, no, jaz sem zelo splošno stvari postavljene, ampak ste jih oba dva že večkrat tudi izpostavila. No. Prvič se mi zdi, ko govorimo o demokraciji, sploh govorimo o nečem zelo paradoksnem. Sama beseda je nastala, kot pravi Jacques Rancière, iz sovraštva do neke vrste vladavine demosa, ne? In danes ni nič lažjega, recimo, kot šimfati, kritizirati, se posmehovati demokraciji. Recimo Alain Badiou, ki se ji ne posmehuje, pač izpostavlja, da je demokracija, beseda demokracija je fetiš. Je fetiš pa že pač v psihoanalizi in v marksizmu na nek način zakriva, prikriva nekaj. Ne? In v tem smislu govori Badiou o kapitaloparlamentarizmu. Ne? In tukaj je na nek način ta težavna situacija, v kateri se mi sami zdaj nahajamo, v kateri si ti govoril, Miha. Ne? Zakaj pač enostavno biti del nekih iger, če tudi so to demokratične igre in tako naprej, če pravzaprav na koncu koncev gre sam za naše boljše počutje in tako naprej. Ne? Skratka, če prav nič ne rešimo. Ne? Ampak mislim, da izkušnja teh zadnjih 2 let pravzaprav kaže ravno to, no, da pravzaprav nikoli ne gre samo za to. Ne? Se pravi, da obstajajo različni nivoji, ne? Da obstaja tudi demokracija kot neka formalna, institucionalna, bomo rekli, zadeva, ki nam lahko zagreni življenje še kako. Ne? In to, če se zgodi pač to, da 24. aprila zmaga tista stranka, ki je by the way na enih predprejšnjih volitvah je imela geslo Sproščena Slovenija, resnično, SDS, potem bomo enostavno ugotovili, da ne vemo, no, mislim, da moramo enostavno premisliti,
kaj sploh to demokracija je. Danes ni nikogar, ki se ne bi razglašal za demokrata, čeprav vsi pluvajo po njej, in danes se za demokrate štejejo in razglasijo tudi notorični avtokrati. Putin recimo se ima za demokrata, Orban se ima za demokrata, Erdogan se ima za demokrata, Trump se je imel za demokrata. Danes ni mogoče biti demokrat in v tem smislu seveda je prepovedano se spraševati, ne, kaj je onkraj ali pa onstran demokracije. Ne. Danes je to prepoved par excellence. Mislim, tako kot z vsako prepovedjo je to. No. Skratka, za nekaj se razglasi, da ni mogoče in se prepove, no, ravno zato, da se ne bi pravzaprav postavljali teh vprašanj. Tisto, kar se sprašujem je, če se ne na nek način ob demokraciji sprašujemo tudi, kam je izginila levica kot organizirana politična sila. Ne. Ker v bistvu gre za to. Ne. Če smo priča izsiljevanju, če smo priča dilemi ali desna sredina ali skrajna sredina, je to pač preprosto zato, ker je na nek način levica kot ena alternativa ali pa kot ena organizirana politična alternativa položila orožje. Ne. Bodi si s tretjo potjo, ne, kjer je pač enostavno zelo jasno pristala na elemente neoliberalizma, ne, jih posvojila, jih vzela za svoje, bodi si pač tako, da je enostavno nehala razmišljati o tistem, kar je konec koncev temelj vedno bil vsake prave levice. Ne. Privatna lastnina produkcijskih sredstev in kako v bistvu zagotoviti tisto, kar je imenovala komunizem. Komunizem, ki ni neko stanje, ampak je pač neko gibanje, kot precizno reče Marx. Se pravi, kako zagotoviti neko blagostanje za vse. Ne. Skratka, če se sprašujemo za koga, ja za vse. A ne. In dokler bomo imeli opravka z razbitjem levice v tem smislu, do takrat bomo pač v tem stanju, v katerem smo. Dokler pač ne bo levica kot organizirana, močna politična sila, do takrat ne bo nič. Ne. Zdaj smo tam, kjer je bila včasih levica, zdaj so zametki tega, da bi pravzaprav desnica vzpostavila močno internacionalno organizacijo, ne pa levica. Zdaj, zelo veliko sta že sama povedala, pa se nočem ponavljati. Ne. V bistvu vsi govorimo na nek način o tem, da demokracija kot taka ni neka vladavina ali pa neka oblast ali pa da ni enostavno istoznačna z neko politično organizacijo sodobne družbe, ampak je nekaj več, je nekaj, kar si poskušajo pravzaprav različne tradicije vsaka prisvojiti na svoj način. Ne. Tisto vprašanje, ki nas pa vse tudi zanima, je pa to, no, kako je mogoče, da demokracija zdrsne, kako je mogoče, da enostavno demokraciji spodleti in da je na nek način, da pride v tisto, kar je Lefort nekoč imenoval totalitarizem, to slabo besedo, v kateri danes pač utopijo vse razlike, pomembne razlike med recimo stalinizmom, nacizmom, fašizmom in tako naprej. Ne. David Runciman se je leta 2018 v knjigi How Democracy Ends spraševal o tem, kako se demokracija pač enostavno konča. Izhajal je iz tistega znanga gesla Fukuyame začetka 90-ih let, da je konec zgodovine zaradi tega, ker vse, kar preostane, je samo še liberalna demokracija in pač ugotovil, da demokracija se ne samo konča, ampak se je že končala na številne načine po svetu in da se tudi končuje. Problem je samo v tem, ker smo tako zelo navajeni živeti v družbi spektakla, enostavno pričakujemo nek spektakularen konc. Ne. Ta konc pa včasih sicer bolj spektakularno pride v obliki kakšnega državnega udara, včasih se ga izsili zaradi izrednih okoliščin, to si ti govoril, Miha, ne, skratka, enostavno izsiljevanje, zdaj je kriza, zdaj je okoljska kriza, zdaj ni časa za to, ampak mislim, da se pa s tabo ne strinjam v tem, da sta te 2 leti res šle v nič, ne. Ampak s tem lahko seveda debatiramo. Jaz
si predstavljam, v kakšnem smislu si pač to hotel reči, ampak v teh 2 letih smo videli, da neke določene mantre, ki so nam jih po letu 68 nenehno ponavljali, tega se ne da, to je nemožno, to se ne da narediti, se jih čist lepo da narediti. Ne. Recimo v boju z pandemijo COVID-a se je sprejeli take ukrepe, ki so bili poprej popolnoma nemožni, nemogoči, ne, se je zdeli, da enostavno kaj takega ni mogoče. In v teh 2 letih smo spoznali še marsikaj drugega, no. Kako je pravzaprav ta način, kako neka demokratična družba zdrsne v neko avtoritarnost, ki se niti nima za avtoritarno, ampak se razglaša za neko pravo demokracijo, ne, kako hitro se to zgodi. In Runciman v tej knjigi je pač naštel ene 3 variante, kako demokracija nenehno umira, ne, se pravi, bodi si na način državnega udara, ki je lahko takšen ali pa drugačen, bodi si na način katastrofe, ki je lahko naravna katastrofa, družbena katastrofa, ekonomska ali kakorkoli že, bodi si tako, da pride na nek način do nekega tehnološkega prevzema. In danes je pravzaprav dejstvo, da ugotavljamo vse bolj in bolj, ne, da ta Fukuyamova mantra liberalna demokracija plus kapitalizem enostavno pade. Pade zaradi tega, ker kapitalizmu je prav vseeno za demokracijo. Ne. Kapitalizem popolnoma dobro funkcionira tudi brez. Osnovna težava, ki jo imamo pa danes, pa je, ali imamo sploh še opravka s kapitalizmom, ne? Ali ni pravzaprav to že neke vrste nek drug sistem, ki ga recimo Varoufakis ali pa Jodi Dean imenujeta tehno-feudalizem. Ne? Se pravi, imamo tukaj elemente, ki so pravzaprav že znani iz zgodovine in so nastopali v feudalizmu. Ne? Imamo te super rich in tako naprej in tako naprej. Dobro. Kar je problem s tehno-feudalizmom in s današnjim kapitalizmom, ali pa kar je lahko problem tudi zaradi ofenzive neoliberalizma zadnjih 40 let, je, da so nenehne privatizacije na različnih področjih pripeljale tudi do tega, kar lahko imenujemo nek razpad, propad javne sfere. Sfera javnosti, ki je bila od razsvetljenstva naprej, tle imamo te magistralne študije Habermasa, Starobinskega in tako naprej. Sfera javnosti, ki je bila na nek način vse skozi, ki je šla skupaj z demokracijo, ne, je danes bolj ogrožena kot kadarkoli. Tisto, kar imamo, je na nek način Twitter demokracija, Twitter je pa privatna firma. Ne. Twitter je v bistvu na nek način privatna platforma, tako kot so še neke druge privatne platforme in enostavno sfera javnosti se enostavno krči. Ne. Tudi pri nas imamo recimo, se moramo zdaj pravzaprav ukvarjati s tem, da pojasnjujemo, da javna RTV ni državna RTV. Ne. Kar gre skupaj na nek način s tem, da so nam, kot je bilo geslo že demonstracij 2012, 2013, da so nam na nek način ukradli državo, da so nam na nek način ukradli demokracijo. Ne. Kdo nam je pravzaprav ukradel? Komu je pravzaprav ukradel? Ne. In to so po moje neka temeljna vprašanja, ki gredo skupaj z demokracijo. Demos, ne, populus je pravzaprav kategorija ljudstva, ne, ki bi morali biti suveren, ki bi morali vladati. Ne. In današnji avtoritarni sistemi, ki se jih poskuša na nek način poimenovati na različne načine, nekateri govorijo o neofašizmu, drugi govorijo o iliberalizmu, Tomaž Mastnak je recimo poskušal oživiti neko marksistično kategorijo bonapartizma in pokazati, kako v bistvu sam Napoleon Bonaparte III. Je nekoliko drugače, kot ga percipira marksistična zgodovina. John Keane recimo govori o novem despotizmu in tukaj poskuša na različne načine pokazati, kako funkcionirajo režimi, ki jih poznamo od blizu in od daleč, recimo režimi Orbana, Janše, Vučiča in tako naprej. Tisto, kar so nam poskušali na nek način, se bom počasi končal, da ne bom predolg, ampak tisto, kar so nam na nek način poskušali prodati, je, da je demokracija v resnici vladavina parlamentarnih strank. In to je pač edina demokracija, ki je prava. In
zato imamo recimo tudi pri nas imamo tako velike težave, ker enostavno je sfera, ki je zunaj parlamentarnih strank, tako zelo podvržena neki določeni agresivni strankarski politiki. Saj vemo, na koga to meri. Največ laži je bilo v tej politični kampanji izrečenih po moje, saj nisem šel štet, ampak tako kot imam občutek, na račun enostavno, no, kako se že temu reče, ne avtonomnih družbenih gibanj, ampak teh, bom prišel še do tega. Skratka, Metelkova 6 pa 100 milijonov pa tako naprej. Nevladnih organizacij, seveda. Tako da jaz, če tukaj malce ostavim stvari, bi samo ene par vprašanj tako malo vrgel v zrak, da lahko pol debatiramo. Prvo vprašanje je, a sploh lahko preživimo brez demokracije kot neke institucionalne forme, ki pravzaprav ureja razdelitev različnih vej oblasti. V tem trenutku po moje ne. Drugič, a moramo kot levičarji nujno zavreči pojem države? Kako misliti državo na en drugačen način? In tretjič, kako se pravzaprav, zdaj sem pa že jaz malo optimist, kako se pravzaprav pripraviti na to izsiljevanje, kot ga ti imenuješ, Miha, ki je pravzaprav, se mi zdi, en izmed teh osnovnih orožij, ki jih imajo politične stranke, ampak mislim, da tudi že je 8. marca že predstavil kar nekaj iniciativ, ki zadevajo to, kar jaz osebno najbolj zamerim levo-sredinski slovenski politiki, da teh 30 let enostavno ni niti malo poskrbela za to, da bi se na zakonski, zakonit način zaščitila avtonomija določenih inštitucij in določenih avtonomnih sfer. Da je niti mal ni prišlo na misel, da enostavno nekaj takega potrebuje. Da se niti mal ni znala recimo poenotiti, ko je prišel zakon o RTV-ju ven, ki ga imamo zdaj že, saj mislim, da 15 let in tako naprej. Skratka, to so zdaj vprašanje. Se pa strinjam seveda s tem, da na nek način potrebujemo politično delovanje, da potrebujemo aktivno državljanstvo, da potrebujemo avtonomne družbene gibanja in da bomo tudi potrebovali neko močnejšo ali pa močno politično stranko, ki bo levo orientirana, ki se ne bo treba zagovarjati ali pa ki ne bo takoj konc sveta, če bojo, ne vem, predlagali tako minimalne stvari, kot so jih že predlagali. Skratka, toliko bi jaz rekel za enkrat. Skratka, kako ohraniti ta momentum, če mu lahko tako rečemo, ki si ga ti, Miha, skupaj z Aminom imenoval demokratizacija, skratka, ki na nek način po moje ne bo šel v izgubo, tudi če Golob zmaga. Hvala, toliko bi jaz povedal. Če imaš kaj? Imam ful. Se mi je zdelo. Ja. Kje začeti? Ja. Mogoče, Miha, bi začela pa eni stvari, ki se je meni zdela zelo zanimiva pri tvojem izvajanju, in to je ta izgubljeni 2 leti po eni strani in zavedanje o tem, kako globoko smo v procesu depolitizacije v tem trenutku. In kakšno vlogo pri tem v resnici igrajo volitve. Recimo, če pogledamo, kaj se je zgodilo zdaj že 5 let nazaj, skratka z izvolitvijo Trumpa v ZDA.
Politični razred pač te sredine, ki se tam imenuje Demokratska stranka, pade v totalen šok. Nikoli niso predpostavili, da se jim Trump lahko zgodi. V resnici civilna družba pač zaradi logičnih razlogov ne obstaja, sindikate so uničili že desetletje nazaj ti isti demokrati, pač tako kot so uničevali vse strukture delavskega razreda. In kaj se zgodi na ulici? V resnici kot edini glas in zmožnost v bistvu organiziranja ostanejo po eni strani antifašisti, anarhisti, antiautoritarci in na drugi strani ljudje. Ne? In v tistem prvih 2 letih Trumpove vladavine smo bili priča v bistvu pač stvarem, ki so se, v resnici, ne bom rekla sem prvih 2 letih, ampak vsaj do točke, ko se ni uspelo, kar je v resnici Demokratski stranki uspelo v samem finišu Bidenove kampanje, jaz bi rekla zadnjega pol leta, jim je uspelo narediti to pasivizacijo pač situacije, ki je v ZDA v tistem trenutku izgledala revolucionarna. Kar naenkrat se je pod vprašaj postavljalo stvari, kot so mejni režim in branjenje mejnega režima na ravni z Mehiko. Postavljajo se pod vprašanje sam obstoj in financiranje policije. Govorilo se, pa to niso bile debate, ki so tako, kot pri nas to poteka na skupščinah globoko v avtonomnih prostorih, dokler smo jih še imeli, zdaj jih imamo bistveno manj, ampak to so bile mainstream debate, to je bila topika v vseh medijih, to je bilo dejansko družbeno vprašanje. Ljudje so bili na ulicah 4 leta in to izjemno in svojo jezo so manifestirali ne z peticijami, ne z performativnimi intervencijami, mislim, ameriška mesta so gorela. In tudi tam je dejansko uspelo se zgoditi pasifizacija in smo kar naenkrat prišli od tega, da debatiramo v bistvu v resnici o revolucionarnem, verjetno po letu 68, najbolj revolucionarnem momentu, ki smo mu bili priča na severni polobli, smo pač prišli do točke, ko je bilo vse to zreducirano na to isto izbiro, ki je neizbira, ne? Skratka, ekstremni center kot alternativa. In v resnici sem želela sam afirmirati na nekem praktičnem momentu, mogoče neke druge situacije, ki pa ni tako zelo zares oddaljena od naše, pač pokazati, mislim, je oddaljena v smislu intenzivnosti družbenega momenta, po moje, veliko bolj kot to, kar je nam uspelo kljub izjemnim žrtvam, ki so se pač dogajale v zadnjih 2 letih v Sloveniji na nivoju družbenih gibanj, pač gre vseeno za neko drugo dimenzijo, ne. Hotela sem pa v bistvu še, ful se mi zdi, da je bilo nekih odličnih v bistvu istočnic podanih, pa zdaj ne vem, a preskočim na neko drugo, mogoče bom sam še eno stvar nekako. Mislim, meni se zdi to ključno, kar se izpostavlja, ta ekstremna sredina. Ekstremna sredina je recimo 2013, ko je prišel Cerar gor, je prišel, edino, kar je ponudil, je bila morala. Ne? In kako, tista morala pa tista žica, žica pride pol, ne, ki je 2015, ne. Ampak najprej je bila morala in že takoj na začetku se je izkazalo, da to bo zelo hitro šlo v franže, ne. Če vse bazira sam na morali, če ni nobenih teh drugih zavez, ne, ali pa če ni enostavno tega, kar zdaj pa recimo 8. marec naredil s to pobudo, kaj vse po točkah, ne, kateri zakoni, kaj je recimo treba targetirati takoj, ne, pol ni nič, ne. Ker morala je pa tako, no. Mislim, danes je, jutri pa ni, ne. Mislim, vsak je krval pod kožo, hitro se da kaj pokazati, sploh ob teh agresivnostih, ki so na nek način lahko zelo hude, ne. In tukaj je v bistvu ta ekstremna sredina je na nek način rezultat tega, da smo mi že, zdaj pa že po moje 30 letja smo na nek način pod udarom nekih politik strahu. Ne. Na nek način se nas straši z enega ali pa z drugega konca. In Žižek se dostikrat hvali s tem, da v bistvu te njegovi vici, ki jih ima, ne, v svojih delih, da imajo več dimenzij in se jih da več plasno plasirati. In zdajle sem se spomnil enega vica iz leta 82, Zgodovina in nezavedno. To je čas, ki je v bistvu še čas tvrdega socializma, takrat je še afera recimo Četrti rajh, ne, ko so pač punk grupo probali razglasiti za center Četrtega rajha. In tiste fante imeli ujete tam 6 do 9 mesecev, mislim. To si pač ne moreš predstavljati, no, skratka.
No, v takšnih okoliščinah je pač enostavno Žižek predstavil pač malo kritiko tega totalitarizma in tam je predstavil dva pointa. En point je bil z vicem o pacientu, ki je prepričan, da ima pod svojo poslo krokodila. In pač pol se pogovarjata dva analitika o tem pacientu in ugotovita, vse živo se pač pogovarjate in beseda nanese na tega pacienta in prav ta, ki ga je imel v obravnavi, prav ti, kaj se je pa zunaj zgodilo, ki je prepričan, da je krokodil pod poslo pa to. Ja, no veš, krokodil ga je požrl. Ne, skratka, Žižkova poanta je, da v bistvu samoupravni socializem je pravzaprav še vedno pač nek trd totalitaren sistem in tako naprej, mislim naprej v kasneje, ampak če si vzamemo to šalo o krokodilu pod poslo resno, potem jo lahko beremo z leve ali pa z desne politične perspektive. Ne. Recimo Janšo lahko vidimo kot nekoga, ki na koncu se kaže kot ovčka in tako naprej, na koncu bo pa volk, bo res krokodil, bo res koga požrl. In to smo že velikokrat videli, smo tudi na to finto smo padali, ampak k tej izseljevanju se še vrnemo. Ne. Ampak ne smemo pa pozabiti, da Janša pa mobilizira svoje pristaše z istim štosem. Ne. Globoka država je res krokodil, ki bo požrl. Ne. In zato je tudi tako pomembno, kako on poudarja ta en primer iz demonstracij začetka, ne, ki je pač nekdo tumbal, no, ubi Janšu pa to. No. Skratka, en primer je zabeležen. Ne. In pol še tisti pripadnik SNS-a, ki je pošiljal to. Skratka, hočem reči, da na nek način to izsiljevanje, da dejansko obstaja nek skriti center, ki bo po tebe prišel pa te požrl, je prisotno na vseh koncih političnega spektra. Problem pa je, ne, da iz te zgodbe enostavno nismo prišli ven. Vsi konc o tem pogovarjamo, ne, zdaj, da pravzaprav nam je dobro zapretil že tudi ta krokodil že večkrat, ne, in pokazal svoje zobe. No. Samo to sem hotel reči. Ne. Skratka, zdaj sem se spomnil, zakaj sem sploh to privlekel ven in v tem smislu je nastajala skozi desetletja ekstremna sredina. Vse to se ni začelo včeraj. Spomnite se Hajderja, ne, to je 23 let nazaj, je bilo pač celotna Evropa ogorčena proti, ne, to pa ne bomo pustili in tako naprej in tako naprej. Ne. In takrat, in pol je bila tudi, mislim, da 3 leta kasneje je bila pa že ta Le Pen varianta, no. Samo takrat je bil še Foter, če se ne motim. Ne. Skratka, do pojava ekstremne sredine pride tudi zaradi tega, ker imamo še druge momente, ne samo agresivno desnico, imamo tudi enostavno neke politike strahu, ki grejo z vojno proti terorizmu, ki grejo skupaj še s kakšnimi drugimi stvarmi, ali pa tudi s čist dejanskimi stiskami ali pa problemi. Recimo ta kriza 2008, ki je pri nas izbruhnila 2010-2011 in ki smo imeli potem od 2011 naprej ZUJF, še zmeri nismo ven na nek način. Ne. In še zmeri je tukaj čist realna, razen zdaj tej 2 leti smo se na nek način obnašali, kot da neoliberalizma nikoli ni bilo in kot da je Keynes naša tata in mama in da bomo zdaj vse rešili. Ne. In zato so recimo tudi kakšni razmišljali o tem, ja, kaj pa če ne bi bilo boljše voliti za une, da bojo pol mogli pa še to počistiti, kar so zakuhali. Se bojim, da pol bi pa res videli, kaj je krokodil. Oziroma, daj najprej ti, pa bom jaz potem. Okay. Ne, ekstremni center je en koncept, ki mene zelo zabava, mislim, ampak ne zares zabava, ampak se mi zdi ful produktivno o njem govoriti in razmišljati, zaradi tega, ker mislim, da se zelo strinjam s tabo, da je povezan z po eni strani vzponom desničarskih politik, po drugi strani bi jaz dodala tudi z zelo namensko trivializacijo elektoralne levice, recimo vsaj na globalnem terenu od Južne Amerike, pa tudi v resnici v Evropi z najbolj očitnim primerom Sirize. Aha, moramo iti. Okay. Bom na kratko, ampak zdi se mi pa, da je pojav ekstremnega centra povezan z enim bistveno bolj globim razrednim vprašanjem. In to je to, da mislim, da in znam tudi podpreti to tezo, da v bistvu živimo v času
pač zgodovinskega poraza zgodovinskega kompromisa vladajočega in delavskega razreda, ki je v 20. stoletju rezultiral v kontekstu socialne države. In jaz mislim, da ekstremni center je postal v bistvu platforma ali pa nek metodološki okvir za vladajoče razrede, kako lahko v resnici ohranijo iluzijo, da tudi s pomočjo demokracije in ravno tega določenja, kdo je lahko ta nova skupnost, ki lahko še živi v iluziji, da je socialna država mogoča, v resnici na podlagi nekega globalnega politik izključevanja to iluzijo ohranja. In zato v bistvu danes živimo v resnici v situaciji, ki se, Miha, to je zagotovo bolj tvoje pač področje, ampak jaz mislim, da pač šengenski režim in forsanje v bistvu izjemno brutalne trdnjave Evrope, ki se dogaja večinoma pod vladavino ekstremnega centra, se dogaja ravno zaradi tega, ker ravno z v bistvu tovrstnimi politikami lahko ti ohranjaš to iluzijo, da za nas privilegirane, bele državljane, po možnosti še moške, pač ta iluzija še lahko obstaja. In zaradi tega jaz mislim, da je v bistvu ekstremni center na nek način simptom dobe, ki jo živimo. In znotraj tega se mi zdi, da je da ni naključje v resnici, da se potem paralelno s tem pa oblikuje, in tukaj se tudi strinjam, ker mislim, da si to v svojem prvem izvajanju omenil, o tem, kako neka desnica v resnici danes gradi svojo internacionalno zgodbo. Ta premik v globalno desnico pač ni antipol formacije ekstremnega centra, ampak v bistvu zelo dobro sobiva z drugim, zaradi tega, ker veliko stvari, ki se zgodijo, veliko politik, teh zelo temeljnih ekonomskih, pa tudi v resnici mejnih režimov, ki se vzpostavljajo skozi ekstremni center, pač ekstremna desnica potem ne rab zares izvajati. Ker če tako realno pogledamo, katere temeljne v tem kontekstu, recimo spremembe, smo v zadnjih 2 letih v Sloveniji doživeli in koliko zlo je v resnici Janša vladal z zakoni, ki jih je postavil zadnje desetletje ekstremnega centra, mislim, da dobimo pač odgovor. To ne pomeni, da absolutno ne poskušam relativizirati situacije, ker so bili premiki, bili so očitni, bili so grozni, bili so boleči in bojo imeli dolgotrajne posledice. Ampak tako, globalno gledano, je pa vladal za politikami ekstremnega centra. Sej, to je tisto, kako bi rekel, kar mene recimo moti pri diskusijah o demokraciji, pri nekemu pač boju za ohranjanje neke demokracije, ki jo niti ne znamo čisto točno definirati, kaj na njej nam je tako všeč. To sem zadnjič pač na tem istem podiju, ne vem, celo uro o tem govoril, pa ne bi zdaj pač preveč časa spet zgubljal s ponavljanjem, ampak moram enostavno omeniti, te debate se dogajajo v popolnoma abstraktni sferi, čist odtujene od tega, kako se mi kot družba dejansko reproduciramo, pač čist materialno, ne? Se pravi, v bistvu, kaj je tisto, kar ustvarja pač našo blaginjo, kaj ustvarja pač naše potrošnje blago, odkje prihajajo naše mezde, pač kako so zgrajena naša stanovanja, kdo nam in na kakšen način se vzgaja in izobražuje pač naše otroke. Vse ključne teme družbene reprodukcije v bistvu pri debatah teh umanjkajo. So smatrane za samoumevne. Pač ta telefon se mi je tle kar pač nekje pojavil, pač ne vem, je ključna stvar mojega življenja, pač se zbudim z njim in grem spat z njim in meri vsak moj korak in pač mi diktira moje počutje in ga spreminja v algoritme, pač ga inkorporira v algoritme, ki za nekoga ustvarjajo neke profite, pač koga briga, ne? Koga briga, pač okoli nas rastejo neke stolpnice, neke palače, neki ne vem kaj, to se kar dogaja, eni ljudje od nekje pridejo, pa nekaj zgradijo, pa eni to pokupijo, pa nekomu prodajo, pa neki milijoni se nekje obrnejo in pač demokratični proces, parlamentarni proces, proces na nivoju mestne občine, nima ničemer tem nič zapovedati. Nič. Ne?
In dejansko mislim, da problem poskušamo, ko govorimo o demokraciji, zagrabiti iz napačnega konca, iz tistega že abstrahiranega proceduralnega konca in na tistem koncu je možno reči marsikaj. Jaz lahko pač rečem karkoli, a hočete, ne vem, Green New Deal, jaz sem za to, jaz to podpiram, a hočete, ne vem, boljše delovske pravice, jaz to podpiram, jaz sem za socialno državo, jaz lahko karkoli od tega pač vam rečem. V praksi, kar se tiče tega, kako se bo družba tukaj in drugod materialno reproducirala, moje delovanje, kot recimo, če bi bil politik, na to ne bi imelo popolnoma nobenega učinka. Jaz sem tam zato, da vam ob tem, ko se ti procesi odvijajo, neodvisno od vas in neodvisno od mene, zagotovim, da se na določen način ob tem počutite, ko gledate, kako te stopnice rastejo okoli vas, ko gledate, kako tehnološki giganti vdirajo v vaša življenja, ko gledate na to, kako se pač razdira socialna država okoli vas, pač Luka Mesec ne more o tem nič narediti. Žal mi je, mi lahko, ne vem, vsi gremo glasovati za levico, socialne demokracije v Evropski uniji ne bo več, ker pač profitna mera, ki jo potrebuje kapitalistični način reprodukcije, ki je temelj Evrope, pač trenutno pada. In to potrebuje pač od nas določene prilagoditve, ki niso stvar demokratičnega odločanja, ampak so stvar materialne nuje. Ne za nas, ampak za vladajoči razred, za razred kapitalistov, da ohrani samega sebe, mora ohraniti pač profitne mere take, kakršne so. In če niso, bomo mi pač nekaj v naših lifih spremenili in o tem se ne bomo odločali. Ne? In tukaj je treba prijeti za stvar. Ne? In iluzija je, da lahko pač na parlamentarnem parketu ti o tem odločaš. Pač, mislim, ne vem, a se lahko odločimo, da bomo, ne vem, nacionalizirali toliko in toliko stanovanj, a se lahko odločimo, kaj s tem, mislim, o čemerkoli, da ne vem, ne bomo imeli digitalizacije, ta pač vroča stvar, ki se Digitalizacija, skozi pač to slišimo, skozi je to nekaj, dajte mi pokazati človeka v Sloveniji, ki si to želi. Dajte mi pokazati človeka, ki si želi, ne vem, metaverse. Dajte mi pokazati človeka, ki si želi v bistvu pač, ne vem, oblike nadzora, kakršne se v življenju vpeljujejo. Enega ne boste našli, ampak ti vseobsegajoči procesi, ki bodo imeli ogromen vpliv pač na naše življenje in na našo prihodnost, se bodo zgodili. To so dejstva, pa lahko politiki pridejo zraven, povrh tega, pa pač robove malo zgladijo, naredijo določene stvari pač bolj sprejemljive. In kar hočem reči je to, da tudi to, koliko demokracije imamo, kakšno demokracijo imamo, ali smo demokracija, ali smo avtoritarna država, karkoli že to je. Prav tako o tem ne odloča volilni proces, odločajo pač ekonomski procesi, odloča ekonomska nuja reprodukcije vladajočega razreda, ki ob globalni delitvi dela v eni državi pač rabi tak in tak režim, da dobi tisto, kar hoče. In ko bi rekel, specifični režimi, kakršni so se oblikovali v nekaterih vzhodnoevropskih državah, ki so pač periferija Evropske unije, so se zgodili ob polnem vedenju in podpori pač demokratičnih evropskih institucij, ki so tam zato, da zagotavljajo, da svoboščine pač povsod so. Ja, seveda, zaradi tega, ker pač je v delitvi dela znotraj Evropske unije imajo naše države pač določeno funkcijo, če nismo opazili. Odlagališče umazane industrije, črpališče poceni delovne sile in pač filtri za pritok globalne delovne sile v Evropsko unijo, se pravi pač varuhi šengenske meje. To je pač naša vloga v vsemu temu. In če bo to znov narediti en sredinski demokrat, super, bolj verjetno pa, da bo
to zgodbo znal bolje prodati pač en bolj desničar z malo bolj trdo roko in fajn, pač in tako bo. Ne glede na to, kaj mi želimo z našo demokratično voljo na volitvah izraziti. Ne? In jaz pogrešam diskusijo o tem, o tem pač, kako proizvajamo, kaj proizvajamo, katere globalne verige smo vpeti. Pogrešam diskusijo, ki je včasih bila zelo prevalentna na levici o Evropski uniji, pač, ne, pogrešam diskusijo o globalni delitvi dela, pogrešam diskusijo o samoupravljanju. Mislim, v tem govorim izgubljene 2 leti. Jaz nisem slišal, mislim, še med ustajami, ko je bilo tudi zelo pač vse skupaj naivno in tako pač iz naše strani, se mi zdi, se je več enih radikalnejših kritik pač pojavljalo, so bili neki pozivi, tudi če niso šli nikamor, ki vendarle so odpirali pač en horizont, tudi v zvezi z demokracijo. Ne. Zdaj dejansko pač zeva ena velika luknja tukaj, to se mi zdi. Aha, ja, Kristina. En komentar, pa sem ful vesela za vse, kar je povedano bilo, pa bi se malo navezala tudi na to, kar si ravno kar rekel, Miha. Ampak se mi zdi, da pesimizem je privilegij, ki ga nimamo. Mislim, ali pa ki ga imajo mogoče vladajoči, pa tistim, ki jim je fajn, mi ga pa nimamo. Zdi se mi tudi, da je ogromno nekih praks, ki se dogajajo, ki se odvijajo, ljudi na terenu, ki opozarjajo na to, da demokratizacija se mora začeti dogajati v vseh prostorih, ne samo na političnem, ne vem, Matic Primcu, Mariboru, že ne, od 2012-2013 delajo na iniciativi Mestni zbor. Ne, jaz nisem najbolj načitana, ampak Bell Hooks je razlagala o tem, da lahko mislimo onkraj držav, onkraj nacionalnosti, ne, onkraj nekih teh sekcionalnostih oziroma identitet. In se mi zdi, da bi bilo samo fino, da se nekako v ta prostor tudi naš te ideje v bistvu upelje in se jih naredi mainstream, ne. Ker lahko gremo pač tam se sprehodimo po krakovskem drevoredu ali kakorkoli se tisti imenuje in si pogledamo grafite od Green Dragonsov in zelo verjetno skrajnih desničarjev. Ali pa pač vidimo tudi sporočila, ki so jih v bistvu mladi in druge angažirane osebe oblikovale o tem, s čim se moramo soočati in kaj je tisti strah, ki je na drugi strani, ne, proti kateremu. Pa jaz mislim, da se na terenu ogromno stvari že dogaja. Konec koncev, ne vem, v Hrastniku se pogovarjajo o tem, to, kar si ti rekel, Ben mu ni mar, ne vem, za to, kako se gradijo nove soseske, nove. Jaz mislim, da ni res. Ljudje se zavedajo v bistvu vse problematike tega, vsi se zavedamo vse problematike tega, kaj pride z našim telefonom, ampak trenutno ga še rabimo. Una nizozemska firma, ki je delala pa Fairphone, pa ne dela več, ne. Ampak, ne vem, v Hrastniku vem, da se pogovarjajo, da poznajo koncepte, mislim, da se temu reče common democracy oziroma common wealth building v smislu tega, da lokalne skupnosti, nacionalne skupnosti, v primeru Slovenije, ki je toliko majhna, v bistvu gradijo na storitvah, na inštitucijah, ki so nujno lokalne, ali je to izobraževalni sektor, ali je to zdravstveni sektor, da delajo javne razpise, ki na nek način so oblikovani tako, da krepijo ekonomske sisteme oziroma entitete, ki spoštujejo delavske pravice, ki spoštujejo okolje, ki so zgrajene na demokratičnih principih, ali so to zadruge, ali so to neka delavska soupravljanja ali kakorkoli. Primeri tega so v Ameriki, primeri tega so v Britaniji, o tem so napisane knjige. Jaz mislim samo, da se mi moramo o tem veliko več začeti pogovarjati in, ne vem, biti drzni in v resnici delati vzporedno, če je treba. Hkrati pa v bistvu izkoristiti vse, kar obstaja, ne. Tako da to. In bi bila ful vesela tudi v bistvu mogoče z vaše strani slišati, kaj so kakšne prakse, ki jih pa vidite, da pravzaprav krepijo demokratičnost in demokratizacijo onkraj volitev na 4 leta, ampak pač 24 ur na dan, vsak dan. Jaz bi mogoče šel en korak nazaj. Mislim,
Mislim, da je zelo pomembno obdržati to nianso, to razliko med avtoritarnostjo pa demokracijo. Ne? Miha, ti si govoril o razpravi, pa o diskusiji, pa tako naprej, pa o vprašanjih, ki zadevajo ene stvari. Recimo v teh novih despotizmih ali pa avtoritarnih državah, pa tudi še kje drugje, ne, enostavno mediji takih zgodb ne bojo objavljali, kakšni kritični novinarji, če se najdejo, pa lahko tudi izginejo, jih vzame noč, se jim kaj zgodi, se zgodijo kakšni pritiski in tako naprej. In to je tista tanka linija, ki pa vendarle loči eno demokracijo od avtoritarnega sistema. Ne. Mislim, da pač demokracija zagotavlja pač svobodo mišljenja in svobodo vesti in svobodo izražanja pač svojega mnenja. Če lahko z enim Ja. kaviatom v imperialnem centru. Ja. V področju, kjer je, ko bi rekel, ekonomska reprodukcija takšna, da lahko to dopusti in je to bolj ugoden način vladanja, ne, kot pač nek drug. In mene moti, ko bi rekel, to ločevanje avtoritarna država, demokratična država, moramo podpreti demokratične in demokracijo in moramo se boriti proti avtoritarnim. Ko bi rekel, zaradi tega jaz se nekako te distinkcije izogibam, ravno zato, ker se mi zdi, da nas peljejo v napačno smernico. Se ne strinjam, absolutno ne strinjam. Lej, ti imaš tle pred sabo, imaš vlado. Jaz ne govorim, da življenje v eni taki državi ni bistveno drugačno kot življenje v drugi in da jaz bistveno raje živim v demokratični državi kot avtoritarni. O tem ni diskusije. Če ti nimaš javne razprave, če ni javne diskusije, pa nimaš nič. Absolutno. Ampak, kaj pa vsi tisti ljudje, ki umirajo v demokratičnih državah, ki umirajo na mejah Slovenije, ki je kao še vedno demokratična država. Kaj je z vsemi tistimi, ki umirajo pod streli policije v demokratični državi Združenih držav Amerike, ker so pač niso beli? Mislim, meja avtokratskosti v tem smislu in tega gre vedno tako, kot si prej rekel, pač tudi skozi vprašanje privilegija. In jaz se strinjam z Miha in v resnici tudi s tabo, seveda vsem nam je lažje tam, kjer lahko imamo take okrogle mize, kjer se lahko to preizprašuje in tako naprej. To je po moje jasno. In to je jasno, truizem. to je predpostavka te debate. Ampak ne smemo, ko se postavljamo, to se ne smemo ne zavedati privilegija, ki ga kot izobraženi belci pač imamo v takšnem sistemu. To ni privilegij, to je rezultat družbenih bojev. Se jih izborile generacije pred nami, sorry, ki smo si jih tudi mi izborili, to ni noben privilegij. To se moramo zavedati, če ne bo družbenih sil, tudi tega privilegija ne bo. Mislim, da se nismo čisto razumeli, zaradi tega, ker to, da pač si največ javnega prostora lahko vzamejo pač ljudje specifične rase, ki ima za sabo tradicijo v resnici zatiranja vseh ostalih, da si moški lahko vzamejo več pač kot ostali spoli, pač to ni stvar družbenih bojev oziroma rezultat nečesa pozitivnega, ampak v bistvu simptom nečesa izjemno negativnega. Tako da po moje se, kaj jaz govorim o tem privilegiju, pač govorim o tem, skratka, da se moramo zavedati, da smo kot nosilci teh stvari, pač da imamo neko zgodovinsko breme v resnici, ki se ga moramo zavedati in da pač tudi v demokratični družbi to ne pomeni nujno, da smo vsi enako prepuščeni k tej demokraciji, ne? Že na tem nivoju. Ampak to tudi ne pomeni, ker sem pač pregovorila, da potem več demokracije nujno prepusti večje število ljudi, ker se tukaj zelo strinjam s tem, kar je Miha govoril, samo do točke, ko to služi v bistvu pač reprodukciji kapitala. Ne, mislim, tle nočem zveneti kot lajna pač s tem materializmom, ne. Zakaj meni to izhodišče, recimo pač demokratična avtoritarna država ni produktivno? Ne zaradi tega, ker ne bi mislil, da se ni vredno boriti pač za svobodo govora, za neke svoboščine, ki jih pač imamo v naši družbi in da ne mislim, da niso rezultat. Tudi mogoče tukaj nisem toliko naklonjen temu diskurzu pač, ne vem, kolonialne dediščine, saj ne v primeru Slovenije, ampak če si ti država, ki je odvisna od ekstrakcije surovin, pač zato, da zagotavljaš pač neko materialno reprodukcijo svojim prebivalcem, je veliko manjša možnost, da boš demokracija, ne,
kot država, ki proizvaja visokotehnološke izdelke pač, z visoko dodano vrednostjo. Ne? To je jasno. In spet bom ponavljal globalna delitev dela. Pač, rabimo tiste države, ki poceni kopljejo pač, surovine za stvari, ki potem postanejo del visokotehnoloških produktov. Ne? Tukaj govorimo o tej neki imperialni renti. Ne? Se pravi, za to, da lahko v enih državah obstaja nekaj, čemer pravimo demokracija, mora biti drugod po svetu demokracija odsotna. Ne? In mislim, zelo lahko je reči pač, Putin je diktator. Ja, seveda je Putin diktator, ampak to je pač popolnoma ne sekundarno, to je pač zadnja pomembna opaska, pač ko pogledamo, pač, kaj je Rusija, kako Rusija preživi, katere procese je Rusija v 90-ih dala skozi, ne? Na kakšen način je potem vladajoči razred se konsolidiral, da je pač vendarle zagnal neko produkcijo tam in v bistvu pač po eni strani sebi obstoj zagotovil, po drugi strani pa ne, državi zagotovil pač neko materialno podstat. Te stvari so pomembne, ne? In ne moremo pričakovati enakega institucionalnega outcoma v državah, ki imajo pač popolnoma drugačno vlogo v globalni delitvi dela in kjer v bistvu pač, ja, njihovi delavci tam, njihovo popolnoma pač brezpravno stanje je tisto, ki zagotavlja, da lahko pač firme v eni drugi državi pokažejo visoke profitne mere, dajo malo več v socialno državo, kupijo socialni mir, dovolijo ljudem na volitve in tako naprej. Ne? To so procesi, ko se mi zdi, da jih je treba misliti. Slovenija se je uspela priklopiti imperialnemu centru kot podizvajalec. Ne? Slovenija pomaga Nemčiji pri recimo deloma njeni lastni deindustrializaciji, ker so njihovi delavci pač v visokotehnološkem sektorju malo predragi postali, pa kakšne stvari preseljaš v eno drugo državo, ko ima kvalificirano delovno silo in hkrati Slovenija izvaja varovanje šengenskega režima in delavce bivše juge posortira po Evropi po nekih ugodnih cenah. Pač, ne, skratka, uspeli smo se priključiti enim procesom in to je slovenska zgodba o uspehu. To zagotavlja nek nivo življenja in nek nivo tudi svoboščin in diskusij, ki jih tukaj imamo, pač, ne, ampak hkrati pa mislim, da ne smemo odmisliti teh procesov, ker to je podstat tega, ne, da mi zdaj tukaj sedimo in se svobodno pogovarjamo. Par kilometrov južno bi imeli eno drugo vlogo v temu in mogoče pač bi imeli bolj avtoritarni režim, ne zaradi tega, ker se mi ne bi dovolj borili, ne bi dosti zavedali, ne bi dosti izobraženi in ne vem kaj, ampak zaradi tega, ker pač ne bi imeli v tem vsem skupaj drugo vlogo. In čist na hitro bi tukaj v bistvu, oprosti Kristina, ker nisem ničesar rekel, mislim, moja poanta ni bila, da nihče tega ne ve, pa sem jaz to zdaj pač prvi povedal, valjda, mislim, jaz ne bi teh stvari vedel, če ne bi bilo ful ljudi in ful gibanj in organizacij, ki se s temi stvarmi ukvarja, ne, absolutno, ne. Bi pa rekel, da mogoče ta pesimizem, oziroma to, kar je pač izpade kot pesimizem, to ni pesimizem, to je analiza. Ne. Gledam celokupno v bistvu možnosti diskusije, ki imamo na nekem širšem forumu, pač recimo se jaz kot nekdo, ki se ukvarja z organizacijo, pač ne vem, ene avtonomne skupnosti, stvari, ki jih je bilo možno v javnosti predstaviti kot kredibilne neki mainstream publiki, pač 5, 6, 7 ali pa 10 let nazaj v primerjavi s tem, kaj lahko pač, zdaj gremo pred kamere in povemo, se je to polje zožalo. Ne? To je tisto, to ne pomeni, da ne delamo naprej, to ne pomeni, da ogromno ljudi se ne zaveda problemov in se ne bori pač na svojem področju. Ne? Govorim pa o neki širši družbeni depolitizaciji in pasifikaciji, ki pa možnost za to, da bi
te male skupine intervenirale v širšo družbo, nekako zatira. No, sem to. Čisto na kratko, zaradi tega, ker se mi zdi, da sva oba malo skočila na Petra in me nisem sploh pustila razviti misli, ampak ena stvar pa, Miha, se mi zdi, pa, da vseeno, pa tukaj se pa strinjam, mogoče v to, kamor si ti hotel iti, da se pa po moje dogaja, ne, če se je Slovenija lahko v bistvu nekako preklopila, ja, se zelo strinjam na to idejo, pač evropske tehnokratske zgodbe o uspehu in našla to svojo vlogo, da je bila pač tem, se mi zdi, da se zdaj dogaja nek temeljni shift, a bo ostala del tega, ali bo ravno zaradi tega, ker se je njena vloga v resnici spremenila, šla k bolj avtokratski varianti periferne države, kar je tudi sicer že prej bila, ampak z neko drugo funkcijo, in se preklopila na ta tako imenovani višegrajski blok. In jaz mislim, da ne bom ponavljala v detajle, ampak Rastko Močnik je imel eno odlično analizo kakšen mesec nazaj, ravno v bistvu koncepta liberalnih demokracij, kako Slovenija, kje je v tem kontekstu in kje predvsem ni. In to se mi zdi zelo pomembno, ker on v bistvu tam tudi upele vprašanje kot temeljna recimo razlika med Slovenijo in recimo ostalim višegrajskim blokom, tudi v tem vprašanju domačega kapitala, upravljanja domačega kapitala strani lokalne recimo vladajočega razreda in tako naprej. In zakaj v bistvu to v Sloveniji zares ni mogoče v celoti narediti, ravno zaradi neoliberalnih procesov, ki so se pač izvedli pod vsemi ostalimi demokratičnimi 30 leti, ki so za nami. Kaj? Moramo iti. Tako demokratično, kot ste se vi odločili, da ne boste iztočnice tempirali na 12 do 15 minut, ampak jo raztegnili na 20 in 25, se bom jaz zdaj demokratično vključil z enim predlogom. Ne s tem, da končamo. Namreč še včeraj je izgledalo, da boste to dva po moje povezana dogodka, ker ko smo jo vedeli, da bo razprava med Lukom Mescem in Slavojem Žižkom v Gleju potekala danes, smo imeli slab občutek, da bomo mi neke vrste predvozači za neko zanimivo ali pa morda zanimivejšo razpravo tam. Jaz sem sicer že takrat vedel, da bo zanimivejša tukaj, ampak zdaj nismo več v tej stiski in zato predlagam, da razpravo prenesemo v spontano druženje. Spontano čisto zares, zaradi tega, ker smo se pa zaradi tega prejšnjega scenarija odpovedali spontanemu druženju. Ta dogodek je bil zamišljen dvodelno do trenutka, ko smo zvedeli, da obstaja tam še en drugi dogodek in da mi tega spontanega druženja ne bomo mogli izpeljati. Zdaj smo v situaciji, ko ga lahko izpeljemo. In zaradi tega, ker ste se vi, ki na tej strani, v res dobri konkurenčni ponudbi odločili, da boste prišli sem, boste za nagrado dobili vsaj eno pijačo, ker je to najmanj, kar vam lahko v zameno za vašo udeležbo ponudimo. Kristini pa dve, zaradi tega, ker je intervenirala, ne čakajoč na to, da pridemo do tiste res meni ne preveč ljube situacije, zdaj pa vprašajmo publiko, če ima kaj zapovedati. Skratka, mislim, da ste bili odlični v tem demokratičnem neupoštevanju navodil, za katere smo se na začetku zmenili. Res sem vam hvaležen zaradi tega, ker kot vedno, če si normalen, na začetku ne veš, ali je nekaj, kar skušaš organizirati smiselno in ali se ne boš znašel na istem. To, kar ste vi danes ponudili, je ogromna spodbuda za to, da gremo s tem naprej, kar sem na začetku povedal. Mi bomo dejansko na podlagi te energije lahko naredili vse še en pogovor. In upam, da tako naprej in tako naprej. Idealno bi bilo, da bi se ta pogovor lahko tudi selil in jaz zdaj tukaj že ponujam, glede na to, da si ti tam določeni poziciji, da se v Gleju dogovoriš. Skratka, bilo bi zanimivo seliti to razpravo in na ta način graditi mrežo. Ker tukaj je bilo odprtih toliko dobrih bodočih razprav, da bo eno leto premalo, če bomo to delali vsak drugi mesec. Torej, ne bi res rad omejeval, temveč bi rad samo prenesel v neko, ne bom rekel bolj sproščeno, ker se mi je zdelo to, kar ste vi počeli, čisto dosti sproščeno, skratka v stoječi del razprave in v tem izsušenem prostoru smo
verjamem, že vsi postali malo žejni. Torej, še enkrat hvala na obe strani in res prosim, da ostanete še naprej z nami, ker bom jaz zdaj takoj stekel v kavarno prositi, da naj poberejo naročila. A ja, pa aplavz.